Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na ta malo bolj deževen dan. Upam, da vam ga bomo vsaj malo popestrili s tem webinarjem. Dobrodošli torej na današnjem webinarju z naslovom Pregled dogajanja na borzi v tretjem četrtletju leta 2021. Moje ime je Karmen Pogorevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta jesenski online dogodek. Kot ponovadi pa najprej pravno obvestilo. Webinar je izključno informativne narave. Na njem bosta sodelovala finančna strokovnjaka, ki bosta izrazila svoja osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju strani katerekoli udeležene osebe ali družbe, pri kateri sta zaposlena. V predstavljene finančne inštrumente in razrede sredstev lahko nalagajo družbe, pri kateri sta strokovnjaka zaposlena. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu borze. Občinstvo vabim, da postavlja vprašanja v Q&A del. Kmalu se mi boste pridružila tudi današnja gosta, a najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v tretjem četrtletju leta 2021 v številkah. Kot ponavadi si najprej oglejmo gibanje tržne kapitalizacije. Kot lahko vidite z grafa, se je vrednost tržne kapitalizacije delnic glede na konec predhodnega četrtletja zvišala za 4,8% in je konec septembra 2021 znašala 8.871 milijonov evrov. Navedeno zvišanje je posledica rasti tečaja delnic. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v tretjem kvartalu 2021 znašal 69,4 milijona evrov. Promet brez svežnjev pa 63,8 milijonov evrov. To je kar za 28,8% manj celotnega prometa brez svežnjev v primerjavi s prejšnjim četrtletjem oziroma za 8% manj v primerjavi s tretjim kvartalom lanskega leta. Povprečni dnevni promet je znašal 1,1 milijona evrov, povprečno število sklenjenih poslov v dnevu pa je bilo 104. V predhodnem četrtletju je bilo to število 141. Največ prometa je bilo upravljenega z delnicami, 69,3 milijonov evrov oziroma 99% celotnega prometa. Kot ponavadi je bilo največ upravljenega prometa z delnicami prve kotacije. Delnice Krke ostajajo krepko na prvem mestu najprometnejših delnic tudi v tretjem četrtletju 2021. Z njimi je bilo ustvarjenega 48,1% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so z 10,6% deležem zasedle delnice NLB, tretje mesto pa z 9,1% deležem delnice Petrola. Izmed dolžniških inštrumentov se je trgovalo le z obveznicami Kadi Group tretje izdaje in z obveznicami Republike Slovenije 75. izdaje. Poglejmo si sedaj, katere delnice so največ pridobile na vrednosti v preteklem četrtletju. Največ vrednosti so pridobile delnice Datalab, sledijo delnice NLB, Salosa, Savere in Uniorja. Največ vrednosti so izgubile delnice Deloprodaje in KS Naložb. Sledijo delnice Name, Term Čatež in Telekoma Slovenije. Kot pa lahko vidite, so z izjemo delnic Telekoma Slovenije vse ostale delnice padec tečaja realizirale ob zelo skromnem prometu. Kako pa se je gibal slovenski borzni trg napram ostalim? Indeks SBI Top prikazuje odebeljena svetlo-modra črta, novi indeks SBI Total Return, ki smo ga lansirali v maju, pa temno-modra odebeljena črta. Vidimo lahko, da je bil po doseženi donosnosti SBI indeks nekje v zlati sredini. SBI Top je pridobil 3,75% vrednosti, nov indeks SBI Total Return pa še nekoliko več na račun dividendne donosnosti in sicer 7,05%. Na hitro preletimo še grafe gibanja cen posameznih delnic v prvi kotaciji. Delnice iz sektorja finančnih in zavarovalniških dejavnosti so dosegle naslednje rasti. NLB je zrasla za 14,2%, pozavarovalnica Sava 9,3%, zavarovalnica Triglav pa je pridobila 2,8% vrednosti. Pri delnicah iz sektorjev predelovalnih dejavnosti in trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil so bili ustvarjeni naslednji premiki tečajev. Največ je zrasla delnica Krke,
za 7,7 odstotkov. Cinkarna Celje je pridobila 3,9 odstotka, cena delnice Petrola se je rahlo znižala za 0,7 odstotka, prav tako Mercatorja za 2,7 odstotka. Pri delnicah iz sektorjev informacijske in komunikacijske dejavnosti ter promet in skladiščenje so bili ustvarjeni naslednji premiki tečajev. Telekom Slovenije je, kot že rečeno, izgubil na vrednosti in sicer 13,7 odstotka. Prav tako se je znižal tečaj Luke Koper za 3,2 odstotka. Intel Europa pa je zrasla ob skromnem prometu za 3 odstotke. Zaključimo tale pregled dogajanja v pozitivnem duhu. Vse delnice v sestavi SB Top so v preteklem letu prinesle dividende. Rekorderke po večini izplačane dividende so Petrol, Cinkarna Celje in KD Group. Slednja izstopa tudi po najvišji dividendni donosnosti. Sedaj pa je čas, da se nam pridružite tudi današnja gosta, ki bosta pokomentirala dogajanje na trgu. To sta Aleš Grbič, specialist za upravljanje investicijskih skladov Sava Infond, družba za upravljanje in tudi večkratni prejemnik naslova najupravljalec. In pa Matej Šimnic, direktor področja analiz iz podjetja Capital Genetics. Aleš, Matej, dobrodošla. Ker se z našima gostoma zelo dobro poznamo, se bomo kar tikali, pa bom vaju najprej prosila za komentar videnih številk. Aleš, bi začel kar ti. Mislim, da podobno kot v svetu so se tudi gibale slovenska podjetja. Tudi v Sloveniji smo priča močnemu okrevanju po vseh teh lockdownu, ki je bil mogoče v Sloveniji ne tako izrazit, ampak precej trgovinskih partneric Slovenije je imelo dosti težjo situacijo in zato nekako Slovenija gre skupaj z temi glavnimi partnerji, predvsem Nemčija je za slovensko gospodarstvo najpomembnejši partner in tudi tako, da mi ne moremo odkrivati dejansko tople vode, se gibljamo tako, kot se gibljajo ostale evropske delnice, tudi naše naložbe, mogoče včasih z rahlim zamikom, ampak se je pokazalo, da so podjetja dosti bolj pripravljena na krizo, kot pa so bila leta 2008 oziroma 2009. Ok, Matej, prosim še na kratko ti svoje mnenje. Bi se kar strinjal, no. V bistvu slovenska borza, kolikor smo bolj v nekem mehurčku občasno, se zdi, da vedno z nekim zamikom sledimo zahodnim trgom in tudi v primeru panike smo videli, da v bistvu in na drugi strani tudi rasti tudi Ljubljanska borza, kolikor je majhna in kolikor v bistvu v določenih podjetij ni nekih tujih vlagateljev, vseeno sledi. Ok, Matej, če ostaneva kar pri tebi. Slovenija trenutno predseduje svetu Evropske unije, kar vsi v Ljubljani zadnje dneve še posebej dobro občutimo. Ali vidiš pa tudi kakšno konkretno prednost za naša borzna podjetja? Mislim, nobena izpostavljenost v tujini, če gre za neko tako predsedovanje oziroma neko tako stvar, ne škodi. Je pa za borzni trg bistveno bolj pomembno in nasplošno za podjetja, da posluje v pravno urejeni državi in da v bistvu daje ustrezno okolje, da ta podjetja stabilno poslujejo in da rastejo. Tako da ne pričakujem nekih pozitivnih učinkov, pozornost pa ne škodi. Aleš, kaj pa mogoče kakšen pozitivni vidik z vidika interesa za nakup delnic, mogoče naložb v sklade, zanimanje za projekte strani tujcev v tem obdobju našega predsedovanja? Sigurno lahko pozitivno vpliva, odvisno kako se finančni trgi tega lotijo, oziroma mislim, da najbolj zanimivo je, da bi slovenski turizem bi po moji oceni lahko največ od tega pridobil, ampak ne vem pa, kako so se tega lotili, tega projekta in sigurno imamo ogromno visoko premožnih gostov, smo imeli v Sloveniji v zadnjem času in če ti visoko premožni gosti pripeljajo svoje družine, svoje prijatelje, smo naredili kar precej domače naloge, ker vseeno gre za nek, bi lahko rekli, premijski, ta slovenski turizem, bi lahko tudi poimenovali premijski turizem, če ciljamo na Gorenjsko, Bled, Bohinj, tudi Trenta, to so takšne lokacije, ki jih ni precej v Evropi in
To se mi zdi ena dokaj pozitivna stvar, drugače pa se popolnoma strinjam z Matejem. Bomo videli, mogoče kakšen posel dodaten pride, mogoče smo kje v časopisu, da se kakšno podjetje, multinacionalka vidi, da obstaja Slovenija. Ne? Ja, najbrž vsi upamo, da bo od tega kakšen pozitiven vpliv na vseh področjih. Aleš, kot si že omenil, na Ljubljanski borzi dejansko malo lovimo zaostanek za razvitimi borzami. Vrednotenja so relativno ugodna. Ali je zdaj to privlačno za investitorje oziroma ali pričakuješ, da se bo tudi ta razkorak pri vrednotenjih med slovenskimi in tujimi primerljivimi podjetji v prihodnosti kaj znižal? To je nekako, vsi bi si želeli vrednotenja na evropski pa svetovni ravni. Moramo povedati, da številka 1 je vseeno Amerika, ameriški finančni trg je najbolj razvit in kateremu kar veliki razdalji sledi evropski finančni trg, kaj pa šele Ljubljanska borza. In žal to je pač ta realnost, da Ljubljanska borza z nizko likvidnostjo odganja vlagatelje, ki so pač večji vlagatelji odganja. Tukaj pa pristanejo kakšni ti regijski igralci, oziroma ki morajo vlagati v skladu z geografsko politiko in mislim, da najpogosteje Krka tista njihova izbira, ki jim zadosti. Drugače pa sigurno slovenske delnice so zanimiva naložba za tiste, ki imajo rad visok dividendni donos in ki lahko varčujejo kar dolgo časa v njih. Drugače pa je ta likvidnost je težava, ampak za manjšega vlagatelja to ne bi smel biti problem, da nekaj varčuje tudi v naših domačih podjetjih, ki jih seveda najboljše poznamo, boljše kot pa podjetja preko luže. Matej, kaj pa ti meniš o tem razkoraku v vrednotenjih? Je to stalnica, se zna to kaj znižati v prihodnosti? Ja, v bistvu je stalnice predvsem zaradi tega, ker v bistvu vsak tak količnik oziroma multiplikator, ki ga gledamo, ima lahko v ozadju neke razloge, zakaj je taka. Večinoma te vrednotenja so v ozadju povezane tudi s tem, kakšen potencial rasti ima podjetje, kakšne so marže podjetja in pa kakšne so tveganja. Med temi tveganji sigurno, kar je Aleš že omenil, ta nelikvidnost trga in v takih primerih pač si podjetje oziroma je podjetje kotira z nekim diskontom, je pa glede rasti in pa marž je pa veliko v rokah samih podjetij, da to izboljšajo in da na tej strani se probajo približati tujim primerljivim podjetjem oziroma višjim vrednotam. Matej, Banka Slovenije ni podaljšala ukrepe omejitve razdelitve dobička za banke in hranilnice, pa tudi to potem dalje gre za zavarovalnice. Ali lahko pričakujemo izredne skupščine in razdelitev dobičkov še to leto? Kolikor vem, je NLB že napovedala sklic skupščine v zadnjem kvartalu, to se pravi v naslednjih tednih. Tako da tam lahko pričakujemo delitev dodatno dividendo. V primeru zavarovalnic, pa če se ne motim, so na zadnjem webcastu oba predstavnika oziroma obe ekipi komentirali, da ne pričakujejo dodatnih dividend. Ja, to drži. To so oboje, poslovodstvo je to komentiralo, so bili pa investitorji tisti, ki so zelo, kaj ne rečem, ki so za to, da se izplača. Najbrž bo pač treba počakati še na drugo leto. Zdaj, ko smo pri dividendah, kot smo tudi videli že v predstavitvi, slovenska borzna podjetja tradicionalno izplačujejo res nadpovprečne dividende. To je razveseljivo za vlagatelje, ampak ponavadi je to seveda značilnost value podjetij. Kako pa je z inovativnostjo naših borznih podjetij in vlaganji v razvoj? Kako vidva gledata na te na ta visoka izplačila dividend naših borznih podjetij? Aleš? Ja, mislim, da si vse že povedala v vprašanju.
Dejansko imamo pač upravka, tudi naša podjetja delujejo bolj v zrelih panogah, nimamo na borzni kotaciji razen Data Laba, nimamo podjetij, ki bi dosegala visoke stopnje rasti, ker pač tudi gre za podjetja iz teh industrij, ki so v dokaj zreli fazi. Ampak potrebno pa je omeniti vseeno, zelo pozitivna stvar je, da so slovenska podjetja dvignila raven korporativnega upravljanja na res zavidljiv nivo in tudi upam, da bojo pričeli z dosti više vlaganja v raziskave in razvoj, kot jih imajo tudi konkurenca, pa recimo svetovni market leaderji na področju osnovnih potrošnih dobrin vlagajo približno 10% prihodkov v raziskave in razvoj in zavedajo se, da ves čas morajo inovirati, nadgrajevati produkte, iskati nove okuse, iskati nove trge in s tem povišujejo tudi svojo profitno maržo, tako maržo s poslovanja, bruto maržo in tudi neto profitno maržo. Ampak tu se tudi vseeno se moramo delno zavedati, da Slovenija nima te tradicije kapitalizma, dejansko smo 30 let samo v tem družbenem sistemu in jaz sem kar pozitiven vsem, da bodo podjetja, ki so preživela krizo 2008-2009 pa tudi 2013 v Sloveniji, imajo vizijo, kako se razvijati in Slovenci smo znani kot dokaj prilagodljivi ljudje, marljivi ljudje in tudi inovativni in se bo vse to združilo v naslednjih 10 letih, da bomo imeli kar nekaj podjetij, ki bodo lahko, upam, blizu 1000 največjim podjetjem na svetu po tržni kapitalizaciji. Super želje. Matej, ti si dolga leta zelo intenzivno analiziral in spremljal slovenska borzna podjetja. Kako pa ti gledaš na tole njihovo in politiko dividend in inovativnost? Se mi zdi, da se je zadeva premaknila pač v pravo smer v zadnjih letih. Šli smo skozi neko obdobje, kjer so se podjetja precej zadolževala, veliko šlo za prevzeme, ki so bili neuspešni. Tako da se mi zdi prav, da podjetja zdaj, da so mogoče vseeno malo bolj konzervativna. Prav bi bilo, da bi bila bolj inovativna, da bi se več vlagali v nek razvoj in organsko rast. Po drugi strani je pa tudi to ena od možnosti oziroma ena od izbir, če podjetje nima nekih ambicioznih ciljev oziroma neke želje, je bistveno bolj, da vrne kapital lastnikov in se potem lastniki sami odločajo, ali bodo šli v Ameriko v tehnološka podjetja, ali bodo šli v trge v razvoju, iskati podcenjena podjetja. Tako da se mi zdi to pravilen način, da konec koncev, da se vlagatelji sami odločijo, v katero smer želijo potem denar investirati. Ok, ampak všeč mi je, da si rekel, da je viden pozitivni napredek. Pa gremo zdaj še malo preko slovenskih meja. Pred 2 tednoma smo imeli volitve v Nemčiji, ki bodo prinesle novega kanclerja. Po 16 letih se poslavlja Angela Merkel. A je bilo že opaziti kakšen vpliv na delniških trgih oziroma ali se pričakuje kakšen vpliv prihodnje, Aleš? Ja, tu stvari niso črno-bele, so vedno nekje vmes. In zdaj kratkoročno je lahko, ravno zdaj se upada, neroden čas je, ker ravno se upada za to krizo in rasti energentov in marsikdo z veseljem pripiše zelenim, da so oni krivi za kaj takšnega. Ampak mislim, da v Nemčiji se bo oblikovala ta velika koalicija, ki jo eni tudi imenujejo Traffic Light investicija, Traffic Light koalicija, zaradi tega, ker pač bi želeli zelo intenzivno znižati, pa pospešeno znižati emisije toplogrednih plinov in potem tudi zelo pospešiti procese digitalizacije. In najverjetneje se bo ta koalicija, ki je med SDP-jem, zelenimi in FDP-jem se bo oblikovala,
vsi si tega nekako želijo in tudi vejo, da pač brez določenih reform ne bo šlo. Res pa je, da si je Nemčija že v času Angele Merkel si je sama zavezala okoli vrtu, nekako vozila z tem, ko je jedrsko energijo opustila. In to je kritika, ki ne vem, če bili so v glavnem preveč prestrašeni zaradi Fukushime in so naredili medvedjo uslugo Nemčiji in tudi verjetno Evropi in zdaj postajamo vedno bolj odvisni od najverjetneje ruskega plina, kar bo mogoče zaostrilo odnose med Ameriko in Evropo, ampak bodimo nekako optimisti in jaz vseeno mislim, da na srednji rok se bo nemško gospodarstvo bo super delovalo, tudi ti vplivi te zelene koalicije se bojo nekako izveneli, ker vsi se zavedajo, da je gospodarstvo tisto, ki poganja razvoj in tudi Nemci ne bodo poganjali svoje gospodarstvo, koliko bodo mogli in zato ne vidim nekih tveganj v tej koaliciji. Ok, zdaj smo se že dotaknili cene energentov, ki so v zdaj zadnje čase v vseh časopisih na naslovnicah. V tem četrtletju vse cene energentov po vrsti dosegajo večletne vrhove. Matej, vidiš potem v energetskem sektorju kakšne priložnosti za nakup delnic teh podjetij? V bistvu je zdaj vprašanje, ali je priložnost že bila ali še je. V bistvu je bolj težava, da na splošno so cene surovin pač izjemno volatilne, sploh v primeru energentov, ko govorimo recimo o Rusiji kot pač viru plina za Evropo in potem tudi v Ameriki pač plinski trg plina zelo razvit in na drugi strani imamo OPEC za nafto. In tukaj zelo hitro lahko pride do nekih odzivov oziroma reakcij, da se poveča distribucija, črpanje nafte in podobno. Tako da vlaganje v ta sektor sigurno je kratkoročno zanimivo, dolgoročno je problem ESG. Je pa jasno, tukaj se sprejema tveganje, da pride do teh odločitev glede omejevanja cen na ravni države in podobnih stvari, tako da kolikor se vstopa v ta sektor, je sigurno pač treba preveriti, a so podjetja v redu pozicionirana glede rasti samih energentov in pa se pripraviti na to, da znajo biti tudi povečana volatilnost. Aleš, kot je že zdaj Matej omenil, ESG načela ne moremo preskočiti. Kako se pa ti kot upravljalec skladov s tem soočaš s temi ESG načeli oziroma ali jih vključuješ v svoje investicijske odločitve? Seveda, ta ESG načela moramo tako naše podjetje kot tudi naši lastniki upoštevamo, predvsem na ravni celotnega portfelja. Mi smo določene naložbe, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo, smo pač morali odprodati. In dejstvo je, smisel tega ESG-ja bi moral biti takšen, da tisti, ki jih pač ne izpolnjujejo, pa dosegajo nižji skor, da se bodo dražje zadolževali, bodo imeli višji strošek kapitala, kar je nekako pravilno. Ampak res pa je po drugi strani, da lahko si pa kupijo bonus, če pogozdijo toliko in toliko površin, torej da vlagajo v to, da se znižujejo izpusti toplogrednih plinov. Tako da tu bomo tudi videli, kam bo šel ta eksperiment, ampak sigurno je pozitivno, da so nagrajeni tisti, ki manj onesnažujejo, ki so prijazni do svojih zaposlenih in podobno. Ta sistem je šele v nastajanju, bomo videli, ali gre samo za neke izračune zunanjih izvajalcev, ali ima kaj veze tudi z realnostjo. Pač pustimo nekaj časa, verjetno po kakih 5 letih bomo videli lahko rezultate. Sigurno pa orožarska industrija in tobačna bosta najbolj na udaru. In tisti, ki pač tega ESG nekako nimajo poudarek na tem, bodo lahko tam našli verjetno dokaj zanimive naložbene priložnosti.
Mateja, ti pri tvojih strankah oziroma s podjetji, s katerimi sodeluješ, vidiš tudi kakšen ta pritisk za ESG načela izpolnjevanje ali zaenkrat tega še ni opaziti? Mislim, na ravni pač izven nekih finančnih institucij se mi ne zdi, da bi bil. Je pa res pač, da zavarovalnice in pa banke pa pač se nagibajo k temu, da tudi pri alternativnih investicijah želijo zasledovati ESG kriterijem, da se izogibajo podjetjem, ki onesnažujejo in podobno. Zdaj bomo pa malo pogledali kot na splošno, kako se trgi gibajo. Malo je diskrepance glede na realnost v gospodarstvu, naprimer v Veliki Britaniji panično kupuje gorivo, na Kitajskem je bila afera z nepremičninskim gigantom Evergrande, inflacija posod višja kot pričakovana, COVID še vedno na vseh prvih straneh časopisov, ampak zdi se, da vsaka skrb na trgih se odraža kvečjemu v zelo kratkotrajnih popravkih, potem se pa rast nadaljuje. Trgi imajo neko svojo pot, saj izgleda tako, ne glede na dogajanje na realnem gospodarstvu. Matej, kako ti to gledaš na to? Ja, se mi zdi, da smo zdaj že tega kar vajeni zadnjih 10 in več let, da se vlagatelji zelo pač opirajo na aktivnost centralnih bank. To se pravi, katerikoli problem pride, dejansko ni toliko vprašanje, kakšen bo vpliv na trg, oziroma je mogoče kakšen bo vpliv na podjetje, ampak na koncu je pa končno vprašanje, ali je problem večji, ali problem prevelik za centralne banke, oziroma da ga rešijo centralne banke, ali bodo to tudi naredile, pa koliko hitro bodo to naredile. Tako da se mi zdi, da te popravki so predvsem rezultat tega, da neka bojazen obstaja, potem pa že se pojavi neka rešitev ali odložitev višanja obrestnih mer ali nova pomoč. Tako da jaz mislim, dokler bo ta zaupanje, da vse te težave niso prevelike za centralne banke, bo na trgu razen mogoče kratkoročne povečane volatilnosti se pač ta pozitiven trend nadaljeval oziroma počasi nadaljeval. Prihaja zadnje četrtletje leta, ponavadi je to pozitivno na delniških trgih, še posebej december, ko se končuje poslovno leto za veliko podjetij. Torej, dajmo še mi zaključiti z vajnimi napovedmi do konca leta, tako da Aleš izvoli. Sigurno je mesec oktober, november sta statistično gledala ena, dva najboljših mesecev v letu. In zdaj za leto se pač je zanimivo, ne? Ali se bo, kaj nas čaka, ker moramo se zavedati, da smo imeli vseeno, mislim, da eno najboljših let v zgodovini glede donosov, in če približno nekako normaliziramo tudi Ljubljanske borze, ja. Če nekako normaliziramo te donose, potem je tudi ne bi čudil kakšen popravek navzdol, ne. Ampak je pa toliko pozitivnih dejavnikov, in zaradi tega neki večji popravki so težko, da se bo zgodili. Vseeno moramo vedeti, da enormne količine, oziroma ljudje so postali vedno bolj premožni, in tudi tisti visoko premožni imajo ogromno razpoložljivega dohodka na razpolago. In običajno se vsi ti padci izkoristijo za dodatne nakupe. Zdaj, imeli smo korekcijo teh tehnoloških podjetij oziroma growth podjetij, ki so se znižali nekje 10 do 20%, so se njihove cene znižale, ampak zdaj spet rastejo, ne, in določeni ocenjujejo, da smo mogoče ravno sredi cikla in potem gre za rotacijo, ampak bolj kot vse to bi rekel, bi se dotaknil inflacije, ne, in tudi nevarnosti za tiste, ki varčujejo v obveznicah. Zdaj ne vemo, kako se bo ta šok, ta energetski šok, pa šok v dobavnih verigah zaradi prej lockdowna in potem hitrega odprtja gospodarstev,
na kar nekako te dobavitelji niso bili pripravljeni. Kaj se bo zgodilo z inflacijo in kako prijazne bodo centralne banke pri poviševanju, zvišanju obrestnih mer, ali bodo čakali dovolj dolgo, da bi videli, da gre pač za enkratni dogodek in se bo inflacija umirila. To, ker pač največje tveganje nosijo ti imetniki obveznic, drugače pa vlagatelji delnice pa lahko slavijo, ker v takih dogodkih običajno, taki dogodki so se v zgodovini izkazali za izredno pozitivne za delniške donose in tudi mislim, da nas podobna zgodba čaka zdaj in tudi verjetno vlagatelji so slišali za Cathie Woods, poznajo Cathie Woods, to slavno strateginjo, kateri so blizu bolj tvegane naložbe. Oni sploh ne vidijo več padca do leta 2026. Gre v take ekstreme, gre oziroma lahko še kasneje, ker ravno milenici so pričeli, dogaja se podobna zgodba, kot se je dogajala z baby boomerji. To so pa ljudje, ki so se rodili po koncu druge svetovne vojne in ko se njihov razpoložljiv dohodek začel poviševati, so precej lahko namenili za nakupe delnic in takrat smo imeli to je bilo v 80-ih letih, smo imeli desetletje zelo visoke rasti na borzah in zdaj smo lahko v podobni situaciji. Ne vemo, če je, ampak zelo precej sporednic je s tem. In sam ocenjujem pač, dokler bojo vladali populisti v svetu, bojo centralne banke, njihovi talci in bojo talke in se ne bo, verjetno monetarna politika po svetu se ne bo bistveno spremenila. In tudi fiskalna politika daje podporo tej monetarni politiki, kar pomeni, da bo najverjetneje veselica trajala še dalj časa, dokler se pač ne bo sentiment, dokler ne bojo trgi sami sebe pregreli in se rahlo ohladili. Hvala za tole zelo podrobno tvojo napoved. Ta do leta 26 je super slišati, sicer bomo videli, kaj se bo dogajalo. To je Cathie Woods pravi, to ne. Vem, da je ni bila tvoja, ampak hvala za ta citat. Matej, prosim, da še ti poveš svoje mnenje, pa tukaj je tudi eno vprašanje od občinstva, ki sprašujejo, ali se splača počakati s prodaje do decembra ali takoj, pa najbrž lahko to vključiš zraven noter v svojo napoved do konca leta. Ja, v bistvu market timing je nekaj, kar si vsak želi pač delati in vsak točno napovedovati, ampak v resnici noben točno ne ve, ker na koncu gre za sentiment. Je pa, tako kot je Aleš omenil, sentiment je še vedno precej pozitiven, veliko pač res vidimo mladih generacij, ki vstopajo na trg, ki iščejo priložnosti pač v visoko tveganih naložbah. Je pa na drugi strani tudi res, da se pojavljajo določene nevarnosti, določene razpoke, ki so posledica tega, da svet je deloval v nekem mehanizmu, ki ga je zdaj COVID in trgovinski odnosi in ESG so načeli ta mehanizem in kar naenkrat stvari, ki so bile še pred parimi meseci samoumevne, trenutno ne delujejo več. In zaradi tega smo pač priča rasti cen, ustavljeno dobave elektrike in take stvari, ki jih v bistvu smo si jih težko predstavljali en let nazaj, da se bodo dogajale v tem svetu, kjer je v bistvu si naročil nekaj iz Kitajske in je to takoj prišlo. Tako da so sigurno v ozadju pač stvari, ki niso, pač, ki kažejo na težave, ampak važen je ta sentiment, važen je, kakšen je zaupanje v centralne banke, koliko dolgo časa se ta veselica lahko nadaljuje in pa kdaj bo zmanjkalo hrane in pijače. Zelo konkretno. Nihče ne ve, kdaj se bo to zgodilo, ampak zaupanje je, da bo še vedno prišlo.
Okay. Imamo še tukaj eno vprašanje od občinstva, mogoče Matej, če lahko ti komentiraš, čisto konkretno glede padca Luke Koper, ali pri padcu Luke Koper igra vlogo tudi investiranje oziroma ali se bo z drugim tirom pokazal pozitivni učinek? Ja, ko se vrednot podjetja, se vedno upošteva, kakšen je denarni tok oziroma več kot podjetje daje za investicije, bolj pozorno se spremlja, kakšen donos se bo iz teh investicij ustvarjal. Vemo, da se v Luki Koper precej stalno vlaga v podaljšanje, to se pravi povečevanje kapacitet, nove opreme in tako naprej, in sicer na produktih, ki imajo boljšo maržo, tako da to je sigurno pozitivno, je pa na koncu koncev poslovanje tudi zelo odvisen od mednarodne trgovine, ker vidimo, da ker mogoče nimamo občutka, da bo vpliv na Luko Koper, ampak če pogledamo manko čipov v avtomobilski industriji, pomeni ustavljanje proizvodnje avtomobilov, manj avtomobilov pomeni manjši pretovor v Luke Koper in tako naprej. Tako da ni za zanemariti tudi teh disrupcij v dobavnih verigah, ki bi lahko vplivali na manjši pretovor. Dolgoročno je pa sigurno pozitivno za Luko Koper, da se sprosti neke kapacitete oziroma da se čim bolj poveča pretočnost, sploh ker vemo, da ni tam, mislim, da so zelo omejena zemljišča oziroma prostor, kamor se Luka Koper dejansko fizično lahko širi. Lahko širi, ja. Hvala za tole. Bi pa še eno vprašanje tukaj, bi pa Aleš tebe prosila, da pokomentiraš, kakšna so predvidevanja glede na dogajanje na Kitajskem, če na kratko svoje mnenje poveš? Okay. To je res zanimivo vprašanje in tudi odgovor ni čisto enostavno, pa jasen. Gre bolj za nekako posledico tega, kar se je dogajalo zadnjih 5 do 10 let. Če gremo še bolj nazaj, vidimo, da je razvit svet na Kitajsko selil proizvodnjo, s tem je Kitajska bila v podobni situaciji, kot je bila nekje Japonska v 70-ih letih. Zdaj Kitajska sama ima svoje podjetja kar na visoki ravni, s tem pa je tudi prišel ta za ljudi, pa je prišlo, da delajo 6 dni na teden, nekje tudi 7 dni na teden, 10 ur, 12 ur in marsikdo bi mislil, ok, če delam toliko časa, si lahko tudi privoščim kvalitetno stanovanje in tam pa je ravno obratno, da v največjih mestih, recimo 2 največji mesti, za eno potrebuješ nekje 60-letnih plač, za drugo pa 40-letnih plač. In prišlo je do tega, da zadnje 3 do 5 let, da mlada generacija več ne želi slediti takemu poslovnemu modelu in pa je prihajalo do nekega tihega upora in oblast je videla, da mora določene stvari spremeniti. Žal bo najbolj na udaru ta tehnološka podjetja, kjer bo najverjetneje prišlo do neke vrste nacionalizacije. Za kakšen delež bo država tu imela, trgi so že to diskontirali. Trgi so diskontirali od 30 do 50% lastniški delež, lahko postane država lastnik in pri tem ne bo toliko zasledovala kot družbenik, ne bo zasledovala maksimiziranje dobička za lastnike, ampak bo tudi določene druge kriterije, kar pa ni slabo, da se ta trend začel. Dejansko za človeštvo, ne moremo si predstavljati, da bi ljudje delali kot neke vrste sužnji iz dneva v dan, brez da bi sploh imeli kaj od tega. In mislim, da bo šlo pač v to smer, kar bo tudi dobro za cel svet, da ta pritisk, cenovni pritisk iz Kitajske bo popustil. Za potrošnika mogoče to ne bo to najboljše, ampak za podjetja na svetovni ravni pa bo upam, da malo boljša zgodba. Hkrati pa vidimo tudi ta Evergrande afera oziroma škandal. Tu bodo pač lastniki najverjetneje vse izgubili,
upniki pa bodo gledali pač na to, kateri na njihovo zavarovanje pri obveznici bojo pač toliko poplačani. Država bo sigurno pazila, da ne bo prišlo do neke verige stečaja, ampak bo neke vrste programiran stečaj, je najverjetnejši scenarij in vpliva na trg pač ne bo. Ne. Ampak verjetno se tudi sami zavedajo, da to, kar so delali s svojim gradbeništvom in gradnjo praznih mest, ki nekaj let potem, ko so bila zaključena, so še ostala prazna, da to ni pravi poslovni model. Ne. In upam, da bo šlo v pravo smer, tudi v smislu teh obnovljivih virov, bo vedno več energije iz tega pridobivali, kar pomeni, da si lahko obetamo mogoče neko dobro novico za svet. Zdaj pa, če je že čas za nakup kitajskih delnic, tisti, ki vsi načeloma, ki vlagajo na delniških trgih, daljši kot je tvoj horizont, boljša je prilika, da boš lahko dosegel tisti donos, ki ga trg ponuja, ali pa še večji. Sigurno, ko je sentiment negativen, takrat je smiselno kupovati, takrat pač, ker ljudje smo nerazsodni in ko nas je strah, prodajamo, ko smo pohlepni, kupujemo. Tako da rajši kupujemo takrat, ko nas je strah, ne pa takrat, ko smo pohlepni. In zdaj, če čutiš v trebuhu tisti strah, nelagodje, potem veš, da je pravi trenutek. In tudi sam lahko povem iz izkušnje, ko smo tudi, zdaj pač jim naložbe, ne bom komentiral točno katere, ampak ko vidiš ljudi, ki panično razmišljajo, da mogoče bojo se pa borze zaprli, ampak kaj take, da to je potem tisti trenutek, da greš pa kupuješ. Ampak moraš pa imeti vseeno dolgoročni horizont in takrat te potem trg nagradi. Pa kupuješ pa res, kupuj pa kvaliteto, ne, to je pomembno, da kupuješ kvaliteto, zdaj na kitajski seveda Alibaba vsi poznamo, JD.com, Tencent in s temi naložbami verjamem, da po 5 pa 10 letih ne bo moč grešiti. Torej, če parafraziram, ESG prihaja tudi na Kitajsko. Ja, oni ga s trdo roko uveljavljajo in v realnem smislu, druge pa ne samo na papirju. Točno tako, ja. Hvala lepa, zdaj smo prišli s temi odgovori do konca našega webinarja, torej resnično hvala gostoma, Matej in pa Aleš, da ste se pridružili. Prosim? Damo še to elektriko? Elektriko? Še nekdo zaprašal na trgu elektrike, kaj se bo dogajalo? Čakaj, sem mal. Lahko. Na trgu elektrike, kaj bomo zdaj? Ja, lahko komentiraš, seveda. Zdaj, če pogledamo ta šok, energetski šok, najverjetneje moramo iti čisto na začetek. Koliko, recimo, delno je povezano to s cenami nafte in ta naftna podjetja, ravno ESG je pahnil v to, da so za raziskave in razvoj so zadnjih 5 let izredno malo investirali, ker so bile cene nafte nizke, delničarji so zahtevali donos in niso dovolili do teh raziskav z novih zemljišč in tudi v proizvodnjo. Tako da smo prišli do nekega tega ozkega grla, ampak najverjetneje v roku nekje 18 do 24 mesecev bo prišlo do ravnoteženja trga na segmentu nafte in potem tudi najverjetneje tudi na plinu se vsako povišanje cen potem sprosti določeno ponudbo, ki pač je nerentabilna pri nižjih cenah. In zato pač verjamem, da se bojo cene se bodo delno, ne bojo ostale na teh visokih ravneh. Mislim, da je to nevzdržno, pač prišlo je do šoka pri dobavah, ker se pač, tako so se zaprla gospodarstva, so se hitro odprla, ampak vse posod pa ni šlo tako gladko, so mogoče kakšna podjetja propadla in imamo problem na dobavni strani in najverjetneje ne bo ta problem trajal več kot 12 do 18 mesecev. Pač to je neka ocena. Matej, ti tudi deliš to mnenje, da imamo kratkotrajni, srednjeročni, bom temu rekla, šok? Ja, v bistvu, kakor pač mislimo, da je
povpraševanje neelastično po energentih in po elektriki, to ne drži čisto. In tudi tukaj če bodo cene se zvišale, se bo pač tudi povpraševanje zmanjšalo, nažalost pač bo to ustavljalo gospodarstvo, tako da lahko pričakujemo, da bodo države začele posegati ali z zmanjšanjem trošarin ali z umetnim omejevanjem višanja cen in podobno. Tako da ravno tukaj tudi izhaja pač ta nevarnost za energetska pač podjetja, ki so v teh panogah. Ok, hvala. Zdaj pa mislim, da še enkrat lahko rečem, da smo prišli do konca. Vprašanj nimamo več iz občinstva. Mislim, da je bil zelo zanimiv pogovor. Hvala vama, da sta se odzvala po vabilu. Vsem želim zelo lep preostanek današnjega dne in nasvidenje kmalu. Hvala.